Danes je pa en poseben dan. Jaz sem se pred kratkim odločil, da bom si uredil to za snemanje z dronom. Namreč jaz zdaj že več let v Sloveniji ne snemam z dronom, zato ker so neka nova zakonodaja, ljudje so grozili, da me bojo prijavili, ker sem objavljal neke slike, tako da sem se odločil, da ne bom v Sloveniji snemal. Ampak glejte, je toliko lepih stvari v Sloveniji in mi je tokrat žal, zakaj ne bi nekaj z dronom posnel, da sem se odločil, da si bom jaz tole zrihtal vse papirje, se izobrazil in da bom to snemal brez strahu, da me bo kdo lovil, da me bo kdo prijavil. Tako da sem se odločil, da bom dal neka izobraževanja čez. Jaz sem tukaj zdaj na podjetju Van Dron v Ljubljani. Oni ta izobraževanja izvajajo. Jaz sem se prijavil na 3 za začetek, mogoče še kaj več. Danes imamo ta prvega in danes bojo osnove, predvsem tukaj me zanima zakonodaja, kje lahko letiš, kako lahko letiš, kaj rabiš, da sploh lahko letiš. Tako da se tega veselim. Potem bojo pa tudi tehnike. Namreč to delavnico vodi Aleš Bravničar. On je zelo, zelo znan fotograf. Sigurno ste že slišali za njega. Ne bom zdaj govoril, kaj vse on je že delal, dosegel. Tako da bo sigurno fino. Bom probal tudi vmes kaj pokazati, pa na koncu se še kaj njega vprašati, ga pred kamero dobiti, po mojem, ne bo to problem. Lejte, so mi pa dovolili, da tlele malo posnamem njihove zadeve, ker sem bil impresioniran, ker sem prišel. Kaj vse tle imajo, tako da lejte, to res, da vidimo, da se ta firma resno ukvarja s tem zadevam. Lejte, dobro, to še ni nič, kar zdaj tle vidite, ne, čeprav, lejte, jaz bi si tacgale želel, si ga bom tudi kupil slejka prej, siguren. Čeprav to zdaj bom zvedel na seminarju, kaj si bom kupil. Drugače pa ne, da sem se z Aležem že pogovarjal in sem rekel, Aleš, kako je za snemanje v Namibiji z dronom, ne? In človek kar vse na pamet ve, ne? To je zanimivo, človek je leksikon, tako da zgleda, da si bom mogel kupiti minija, ker dost olajša, kar se tiče zakonodaje. Lejte, kakšne, jaz sploh nisem vedel, da take stvari obstajajo. Ne? Mislim, to je res. Lejte, ta zgled sem pa jaz včasih imel. Fantoma 4, ali mogoče ta celo 3, ali najbrž 3, jaz sem v 4. V glavnem, tole je res firma, ki je specializirana za to. In ja, lejte, vidite, dron in gor fotoaparatek, ne. Tako da, super, no, tle tudi drone prodajajo, tako da tudi pri njih lahko nabaviš, ne, lejte, tazgala si bom jaz najbrž umislil zaradi zakonodaje. Drugač je pa moj 3 Mavic Pro, tis bi nabavil. Več takole tole, zdaj za začetek, da sem vam malo pokazal, se pa še naprej upam, da bom imel kaj zanimivega za posnet. Delavnico bomo probali voditi tako, da bo in za začetnike, tiste, ki nimate ful, ampak vidim, da ste vsi že sami skoraj praktično veterani in da ste vsi že zelo izkušeni, še zlasti, pa tudi dobri prijatelji z vejami in zidovi, kakor vidim. Tako da to je ta prav dronar, ne, more biti. Kako so rekli, da včasih mora biti fant z enim, brez enega zoba, da je ta prav kmečki fant, ne. Mora biti vsak dronar s kakšnim razbitim dronom že. Tudi, če še nista prav. Tako da. Evo, danes bomo pogledali par stvari, ki so poleg tega, da dvigneš dron v zrak, tudi pomembne. Se pravi, ne samo to, da znaš naprej, nazaj, pa gor, pa dol, pa da znaš vklopiti senzorje, pa pritisniti rekord tipko, ampak da znaš tudi se mogoče majčkeno poslovno orientirati, ko imaš te slike narejene ful lepe, ker kaj ti bojo ful lepe slike, če v bistvu jih nimaš kam dati, če jih nimaš kako distribuirati. In pa na koncu tudi, kako te slike lepe narediti. Malo bomo pogledali teorijo barv,
Malo bomo pogledali pravila kompozicije, na primerih vam bom malo pokazal, kaj točno pomenijo tisti diagrami, ki jih boste videli potem, pa kako izgleda vse skupaj. Pa pogledali bomo potem še za video, kaj so ključne točke pri videu in pol, ko se vrnemo nazaj, bomo potem kakšen video dali na hiter tudi v editor, pa mečkam pogledali, kako se pač čisto osnovno poreže, a kdo dela video, kdo snema od vas videe. Drugač pa danes ni nič vetra, na srečo, in ne bo vam nič driftal, nažalost, ker veter ga pol odnaša, ker ni GPS-a. Boste imeli idealne pogoje, pa brez oblačka vidim, da je ne bo popolnoma, tako da odlično. Pa gremo, evo, David nam bo zdaj pripravil Attitude Mode, tako da smo pripravljeni. Jaz bom zdaj najprej vzletal, 1,5 metra stran od drona. Ok, vzletam. Vedno ga dvignemo tako, da je nekje v Okay, smo ready. Izobraževanje je končano in evo, celo potrdilo sem dobil. Zdaj pa z nami Aleš Bravničar, on je vodil današnji seminar in sem ga prosil še, če bi povedal par najbolj zanimivih pa interesantnih stvari, ki jih mora vsak vedeti, ki si kupi dron. Gospod Aleš je to privolil, tako da jaz imam za njega 3 vprašanja pripravljena, pa bo odgovoril. Najprej hvala, Aleš, za lep seminar in tudi, da ste pripravljeni tole odgovoriti, bo sigurno zanimivo za gledalce. Zdaj najprej bi mene zanimalo, kaj mora človek narediti takoj, ko kupi dron? Ja, prva stvar, ki nalaga evropska zakonodaja pri nakupu dronov v Sloveniji in tudi povsod po Evropski uniji, je registracija. Vsak brezpilotnik, ki ima kamero, tudi če je igrača, mora najprej biti registriran. Ne registrirate pa drona, ampak registrirate sebe kot operaterja in za to številko, ki jo dobite ob registraciji na Agenciji za civilno letalstvo, lahko z poljubnim številom dronov letite. Seveda, če je ta nalepka s to registracijo kot registrska številka na avtomobilu nalepljena na vsakem vašem dronu, ki ga imate. Potem je to prvi in glavni korak za legalizacijo vaših letov in če kupite Mavica Mini, ki je trenutno eden najbolj zaželenih dronov zaradi tega, ker ne potrebuje dodatnega izpita, vam ni potrebno narediti popolnoma nič več. Kaj pa, če imamo kakšen drug dron, rečemo tako, kot jaz, Mavic 2 Pro? No, jaz priporočam, zdaj je že Mavic 3 zunaj, ne? Jaz ga osebno tudi imam, eden mojih pač definitivno najljubših dronov, ima več leč, in si lahko zbiraš gorišnico od 24 mm, pa 70 mm, pa celo super teleobjektiv 166 mm. Zahteva pa seveda majčkeno več, izpit A1, A3 in potem še izpit A2, ki ga moraš opraviti na Agenciji za civilno letalstvo, da lahko prideš čisto do roba poseljenega, za kar ti pri Miniju ni potrebno, delati izpitov. In s teleobjektivom lahko tudi iz roba poseljenega delaš čudovite fotke, recimo Ljubljanskega gradu na obrobju heliport omejitve Ljubljane, ki je pri Hali Tivoli ali pa pri Žalah ali pa na špici Ljubljanice. Tako da je v bistvu win-win situacija, nisi nič kaj dosti izgubil, tudi če imaš dron, ki tehta 900 gramov namesto drona pod 250 grami. Se pa tukaj pri vas na van dronov, se seveda imate izobraževanje za vse te izpite, ki ste jih omenil? Mi na One Dronu ponujemo edini kompletno serijo izobraževanj za čisto vse range znanja in za čisto vse žepe. Ponujemo začetni tečaj letenja z dronom, upravljanja z dronom in pravil za dronanje, ponujemo pripravo na vse izpite A1, A3 in A2 in seveda na najvišjo stopnjo tudi na izpit za imeti specifik kategorijo, ki je namenjena poslovnim uporabnikom. Ponujemo pa tudi individualne tečaje fotografije in snemanja iz zraka in podobne zadeve, ker smo pred kratkim ustanovili One Drone Akademijo in smo certificirani inštruktorji strani naravnost kitajskega DJI-ja z certifikati in blagoslovi njihovimi, da
smemo širiti znanje in v bistvu njihovo vero v dronanje naprej tudi mi. Ne. Tako da zelo toplo vabljeni na spletno stran onedrone.si, kjer pod zavihkom izobraževanja najdete čisto vse možne tečaje, tudi tečaje meritev, tudi tečaje za uporabnike tistih, ki potrebujejo termografijo in podobne zadeve, pa do čisto osnovnih tečajev dronanja, kako dvigati dron, kako ga priključiti, kako posodobiti firmware, ko ste ga kupili, pa ne veste, kaj bi z njim. Dajte mi še povedati, na kaj pa mora biti vsak, ki kupi dron, pazljiv, rečemo, kaj je ono, ki res ne sme narediti, ker ga se pravi je lahko kakšna nesreča ali pa kakšne hude sankcije. Prva stvar, ki jo moraš paziti pri dronanju, so v bistvu mere splošne logike, da ne letiš nad skupinami ljudi, da ne letiš tam, kjer je ful poseljeno, da ga ne biksaš in ne gledaš sosedu skozi okno, da ne letiš nad kraji, kjer so nesreče, kjer potekajo reševalne akcije in da ne letiš tam, kjer je prepovedano, recimo v Triglavskem narodnem parku brez dovoljenja. Drugač pa velja splošna zdrava kmečka pamet, in velja isto pravilo, kot velja za vsako stvar, ne biti heroj, ne delati neumnosti, pa ne biti preveč pogumen. Super, najlepša vam hvala za vse te informacije in se vidimo na naslednjem seminarju. Hvala vam, se vidimo in upam, da pridete tudi vi. Bom prišel, se vidimo. Hvala, Dio. Čau. Po tem seminarju sem šel še na 2 seminarja, kar se dronov tiče. Prvi je bil, kako dron upravljamo, na kaj moramo biti pazljivi, kako ga vzdržujemo, kako baterije vzdržujemo. Mogoče se komu zdi brez veze iti na ta seminar, ampak ni tako. Lejte, če bi jaz na ta seminar šel pred 2 letoma pa pol, ne bi strmoglavil drona, tako kot sem ga 2 leti pa pol nazaj. To imam celo video posnet, kako sem ga strmoglavil, oziroma nekako mi je dol pol, ampak kako sva ga s prijateljem iskala v nekih prepadih noter in za čuda je dron še delal, še danes mi dela. Sicer en senzor je crknil in pol neki funkciji ne dela, tako da to bi mogel zrihtati, se bom mogoče dal, ampak to nima veze, si pa mogoče pogledajte ta video, bom dal opis tega videa, link do tega videa, pa si pogledajte, če ne drugega, se boste mal nasmejali. Tako da ja, jaz, če bi bil na tem seminarju, preden sem mu to strmoglavanje, sem prepričan, da ne bi tega drona strmoglavil. Ker zdaj vem, sem zvedel na seminarju, zakaj sem ga strmoglavil. Zaradi ene banalne zadeve, ne bom to zdaj razlagal, ker ni tako zelo pomembno. No, tako da že ta seminar je ful super, obvezen je pa seminar, ki sem šel pa potem ga tudi, to je bil pa ta 3. seminar, pravila letenja z brezpilotniki, se pravi z droni. Lejte, to je pa tista zakonodaja, ki jo mora vedeti vsak, ki ima drona. Pa veste, kaj je zanimivo? Tega ni nikjer nič napisanega. Imate tam na spletni strani za civilno letalstvo, ampak veste, tisti je... Jaz sem tisto bral, pa z tistega se ne more znajti. To ti more preprosto nekdo povedati. No, ker jaz nisem nikjer najdel niti osnovnih informacij, sem se po tem seminarju potrudil in sem napisal članek teh osnovnih pravil, da boste ljudje vsaj malo vedeli. Članek sem dal tudi, sem prosil te iz podjetja OneDrone, če grejo čez, pa da če sem kakšno neumnost napisal, da mi povejo, da ne bom kakšne neresnice trosil, drugače oni ne bi hoteli tega pogledati, preveriti, sploh ne bi objavil, ker nisem toliko siguren, da sem vse čist prav slišal, pa si prav interpeliral in ne bi hodil nekoga nekaj zavajati. Tako da zdaj pa to pregledano in to
ki si boste prebrali, drži. In link imate tudi v opisu tega video posnetka, tako da preberite si to. Boste videli tudi razlike, ne, med, če imaš mini ali pa če imaš en dron, ki je 1 kilo težak, pa mislim, ful stvari je, kaj se ne sme. Slovenija ima tudi ena od najbolj zakompliciranih zakonodaj za dron, rečemo Hrvaška ima veliko bolj ohlapno, veliko več lahko na Hrvaškem, kot v Sloveniji. Kazni za nespoštovanje tega so kar visoke, tako da vam priporočam, da si vse uredite, da boste to brez skrbi letel, da se ne boste nikje skrivali, pa vsakega bal, ki bo do vas prišel, ne, ali je policaj, ali je inšpektor, ali je redar, tako da to si uredite, garantiram, da se to pametno narediti. No. Tako da tle si to preberite, se pravim, tukaj so samo osnove. Ampak gledajte, pejte na te tečaje, ki sem je šel. Zdaj, če ne drugače, če bi rekel, sam na enega grem, pejte se in tega pravila, čeprav tudi ostala 2 sta bila super, ker gledajte, nikoli ne more noben toliko dober to napisati, tako razumljivo, da boste vi razumeli, kakor nekdo pove. Glejte, jaz sem najbrž bil človek, ki sem največkrat roko dvignil, pa nekaj vprašal, ker nisem razumel. Sicer mislim, da tudi drugi niso, to sem že zdavnaj na seminarjih opazil, da ljudje se ne upajo sprašati, ker mislijo, da bojo budale izpali. Jaz sem pa to pred 15 letem ali pa že več ugotovil, da če sem jaz tam bil, plačal seminar, zakaj ne bi roko dvignil, pa vprašal, zato sem prišel in noben mu ni težko odgovoriti. Tako da vam svetujem obiskati te seminarje. A ja, pa cena, lejte, cena sploh ni visoka, jaz sem tu pričakoval, da bo tu mnogo više cene. Ma mislim, da so cene tam že nekje od 49 evrov naprej. Mislim, 49 evrov dati za 4-uren seminar, ki na koncu 5-uren ali pa 5 ur pa pol, ne, podaljšajo zmeraj, se mi pa res ne zdi veliko. Veliko pametnega boste izvedeli, tako da se to splača. Nič, pa seveda, moj članek pejte prebrati, pa veliko dobrih posnetkov, fotografij vam želim z dronom, pa čim manj težav. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, kliknete gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. To je meni velika podpora za delo, ki ga delam. Pa tudi pogledajte, kakšne dobre videe, ki sem jih z dronom posnel na mojem YouTube kanalu. Imam par kar zanimivih. Hvala, adijo.